in dejansko ta trening, ne, da razumemo, ne, to je trening, ki bi ga morali vsi delati, ne, bom rekel, ta jutranji pretok, pisanje ciljev, poslušanje YouTubea, branje, športne aktivnosti in tako naprej. Ne. Ogromno ljudi to dela mogoče enkrat na dan, parkrat na teden, mogoče dela čez vikend, ne, ampak dejansko na mojem treningu je to osnova. Poleg tega treninga, bom rekel, coachinga, ki ga imamo. Ljubljančan Miran Peterman je pri nas priznani mojster borilne veščine Wim Hof. Za vse potrebno imeti energijo. Z mano gospod Miran Peterman. Lep pozdrav, Miran Peterman tukaj. Zopet je ponedeljek, nadaljujemo z našimi Facebook live in danes bom dejansko vas spustil v ozadje mojega treninga. Naslov današnjega tega javljanja je, kaj se lahko naučiš iz procesa mojega treninga. V bistvu želim, da dejansko dobite majčken občutek, kaj je dejansko potrebno, praktično. Danes bomo govorili o praktičnih stvarih, danes bodo praktični nasveti, ne bo nobene teorije, teorije, seveda je teorija, vse je teorija in potem je, dokler je ne postaviš to v življenje, je praksa, ne, ravno sem včeraj napisal na Facebook, ne, da v bistvu ni pomembno, kaj veš, ne, na področju, kateremkoli področju v življenju, ne, pomembno je, kaj narediš s tem, kar veš, ne. Po drugi strani je ravno tako zelo pomembno, bom rekel, stvar, ki se zelo malo ljudi zaveda, ne, da vsaka informacija, ki jo dobiš, prinaša s seboj neko odgovornost. Ne. Če iščeš, bom rekel, rešitev za neko svojo situacijo, če iščeš rešitev za nek svoj problem, ne, in potem dobiš to informacijo, potem je hkrati s to informacijo, z tem darilom, ker v bistvu, glejte, rešitev je na nek način darilo, ampak v bistvu z tem darilom pride tudi odgovornost. Ne. Če dobiš rešitev, potem je tvoja odgovornost, da to rešitev spraviš v svoje življenje. Ne. Ker pogledajte, recimo, da iščem, resnično hočem rešiti, resnično hočem spremeniti svoje življenje, ga postaviti na nek nov nivo, in iščem, ne vem, srečujem različne coache in potem najdem nekega coacha, ne, ki pa je drag, recimo v neki moji perspektivi, ne, in razmišljam, ok, zdaj se ga pa ne morem privoščiti, ne, ok. Ampak v bistvu, razumete, ne, če bi bilo to res taka zgodba, potem se ta coach ne bi pojavil v mojem življenju. Potem bi se pač moje življenje odvilo po neki drugi poti, ne? In je moja odgovornost na nek način, da najdem pot, ne? Do teh financ, da se lahko pač, bom rekel, privoščim ali pa investiram vase, se ni privoščim, ne? Privošči si sladoled ali pa počitnice, ampak v bistvu to je vse stvar neke perspektive, ne? Tako da dejansko informacije, ki jih sprejemamo, ne? Ko enkrat dejansko, ne vem, kdo je to že rekel, ne, ko se tvoj razširi na nek nov nivo, potem ne moreš iti več nazaj. Ne. In ko enkrat veš nekatere stvari, potem dejansko seveda pač se kasneje sprašuješ in joj, zakaj pa nisem tega naredil, ne, zakaj pa nisem to. Ok, ampak v bistvu danes gremo pogledati v ozadje tega mojega treninga, ne, da razumete majčkeno, kaj je potrebno delati, koliko je potrebno delati, da nek rezultat dosežete, ne, da lahko primerjate s tem, kaj sami delate, ne. Tako da za tiste pač, to je pač eno vprašanje, ki ga dosti kar dobim, ne, za tiste na začetku, kar v bistvu niti ni toliko, pač je seveda povezano, moji vsi treningi potekajo preko spletne konference, se snemajo, da lahko posnetke si pač zopet pogledate,
spletna konferenca je pač praktično zato, ker prihranite čas, lahko ste prisotni tudi na počitnicah, potujete po svetu, kjerkoli po svetu, danes je internet, ne? Tako da v bistvu na ta način delujem, ne pač, da se srečamo v živo. V živo se srečamo lahko na kavi, ko smo prijatelji in tako naprej, ampak dejansko, ko je pa treba delati, je pa fokus na delu. Ne? Ok, gledajte, dejansko gremo kar po vrsti. Prva stvar, ki pač, ko se odločimo za neko delo, ne, ko se odločimo za trening, ne, je tukaj seveda, bom rekel, zelo pomembno, zakaj to ne imenujem coaching, ne, svetovanje, ne, ali pa terapija, ampak je trening. Zato, ker terapija pomeni, da se zdraviš. Ne. Ok, coaching pomeni, da imaš neko, ali pa svetovanje, da pač neke stvari spreminjaš in tako naprej. Ne. Ampak dejansko trening vsebuje vse to. Trening vsebuje in terapijo, ker vsebuje zdravljenje, trening vsebuje ravno tako svetovanje, ne. Seveda pač tukaj sta dve veji, ne. Eno je coaching, kjer dejansko, bom rekel, coach, mentor samo postavlja neka vprašanja, ne, in te poskuša voditi, ne. Ampak to je dejansko za mene precej omejena zgodba. Ena stvar je, da ti nekoga človeka vodiš, da sam pride do rešitev. Dostikrat slišite neko, bom rekel, pač, kako bi rekel, idejo, da vse, kar potrebujemo za naš uspeh, vse, kar potrebujemo za srečo v našem življenju, je že v nas. Tukaj dejansko se ne morem strinjati. Poglejte vaše otroke, ali dejansko vse, kar otroci potrebujejo, da zavežejo vezalke, je že v njih. Ne? To je najbolj taka preprosta zadeva. Ja, ni, pokazati jim je treba, povedati jim je treba. Ne? In dejansko tistega, česar ne veš, da obstaja. Sploh ne veš, da obstaja neka rešitev. Sploh ne veš, da obstaja neka pot. Sploh ne veš, da je možno še po neki na drugačen način. Ne? Da je lahko življenje drugačno. Da lahko v bistvu začneš drugače razmišljati. Sploh ne veš, da to obstaja. Kako boš potem to našel rešitev? Seveda tisto, kar v sebi lahko seveda narediš, so ahaji, ne? In seveda prepoznave in tako naprej. Ne? Ampak dejansko česar ne vidiš in česar ne veš, tega pač ne vidiš in tega ne veš. In zato potrebuješ nekoga, ki pač to vidi in ki to ve in ki je že imel to neko izkušnjo. Ne? Okay? Seveda pač druga stvar je, bom rekel, naša intuicija, preko katere lovimo ideje in vse te zadeve, ampak to je poseben trening. Ok, pogledajte, ko začnemo z tem mojim treningom, se najprej usedemo in pogledamo, kaj sploh hočemo. Kakšni so tvoji cilji? Ne? Cilji so lahko, bom rekel, zelo splošni, ne? Da si, ne vem, želiš postaviti temelje za svoje življenje, ne? Lahko je pa bistveno specifičen. Ne? Želiš izboljšati komunikacijo v partnerstvu, želiš zaslužiti več denarja, ne? Koliko več denarja. Ne? To pomeni, najprej moramo si postaviti cilje, ne? Ker če nimamo nekega cilja, potem dejansko kako sploh veste, da ste prišli na cilj. Vsak dan nekaj delate, recimo, ne vem, poslušate delavnico. Ja, malo sem prišla pogledati. Kaj ste pa prišla pogledati? Joj, delavnica mi ni bila toliko všeč. Ok, kaj ste pa iskala na delavnici? Me razumete, ravno včeraj sem pogledal neko delavnico o email marketingu, ne? In nekako sem bil razočaran, ker večina stvari že vem. Ne? To pomeni, opis delavnice ni bil konkreten, ni bil dovolj, bom rekel, detaljen, da bi vedel, a je to sploh za mene ali ni, a dejansko pač, da bi, bom rekel, bilo dejansko navedeno na delavnici, to je začetniške tečaje, to je tečaj že za neke srednje marketerje, ne, ali pa to je napreden tečaj, ne, ok? Tako da v bistvu moramo, če hočemo nekam pridati, moramo vedeti, kam gremo. In če nimamo nobenega cilja, to, da se malo boljše počutiš, to, da bi zaslužila malo, jaz pa hočem, ne vem, pride stranka in reče, jaz pa hočem imeti malo lepše partnerstvo, malo več zaslužiti, pa malo se bolj počutiti. Ok, kako boste to definirali? Kako boste vedeli, da ste prišli do kje? Kako boste vedeli, da delate nekaj narobe? Ne? Malo se grem pelat, malo grem pojest.
Ne? Nič konkretnega. Ne? In če hočeš, bom rekel, shujšati, potem ni samo, da greš malo pojesti, ampak moraš vedeti točno, kdaj greš pojesti, kaj greš pojesti in zakaj greš pojesti. Tako da v bistvu cilj, ne, vedno je smisel, da imamo neke konkretne cilje. Ne. Ker ljudje se bojijo na nek način postaviti konkretne cilje, zato ker je s tem odgovornost. Ampak dejansko tukaj moramo vsi spremeniti našo mentaliteto. Ne. Zato, ker že zdaj, pogledajte, v kakšnem času živimo, ne, da v bistvu ne želimo pač obremenjevati naše otroke, ne, zato jim pač je pomembno sodelovati v osnovni šoli in do osnovne šole. Ne želimo jih obremenjevati z nekimi konkretnimi cilji, z konkretnimi preizkušnjami, ker v bistvu pač, če bodo tekmovali in če potem ne bodo uspešni, bodo v bistvu lahko prizadeti, lahko bo njihova samozavest načeta in tako naprej. To je v bistvu, bom rekel, malenkost v napačno smer. Ker poglejte, recimo, ko odrastete, ko začnete iskati svojo službo, ko se začnete boriti za, ne vem, preživetje, za življenje, za večjo plačo, za vse to, je polno tekmovanja. In zakaj ne bi na nek pravilen način otroke spodbudili? Seveda skozi igro. Ampak poglejte, recimo, ko smo bili mali otroci, ne, poglejte samo to, vsi smo se, ves čas smo nekaj tekmovali. Smo šli tam z temi poniji, imeli smo tiste ponije, ne, in potem smo se šli, kdo je hitrejši okrog ulice. Ne. Včasih smo tekli, poglej tamle do tistega drevesa, kdo bo prej, a me prehitiš. A me razumete? To pomeni, otroci, če so zdravi, če niso zatrti z strani zatrtih staršev, ki so bili zatrti od zatrtih staršev in tako naprej, ne, začaran krog, potem imamo otroci, imajo v sebi že, bom rekel, zelo naraven način nekega zdravega tekmovanja, ne. Ampak v bistvu, gledajte, ko nas nekdo prehiti, ne, potem ne gremo v neko travmo, in dramo in ne vem kakšno depresijo, ampak greva še enkrat tekmovati, do tega drevesa. In potem včasih ga poskušaš presenetiti in mu v bistvu v zadnjem trenutku rečeš in že tečeš, ampak v bistvu vse te stvari so v nas naravne, so kot igra. Zakaj nas potem v šoli, fakulteti ne naučijo te igre življenja? Zakaj ne znamo uživati? Zakaj si ne postavimo nekega finančnega cilja in dejansko rečemo, wow, ajde da vidim, da lahko naredim? Zakaj te ne zanima, kako lahko svoje partnerstvo potegneš še na bistveno višji nivo? Wow, a je to možno? Sploh nisem verjel, da sem lahko tako dober. A me razumete? Ne? Ampak smo vsi, utrujen sem od tekmovanja, mislim, ogromno nekih stvari, ne? Dejansko pač, cilji. Prva stvar je, da moramo postaviti cilje. Če nimamo ciljev, ne vemo, kam gremo, ne vemo, kaj hočemo, ne vemo, kako bomo sploh prišli do cilja. Imamo samo dober občutek. Od dobrega občutka se ne da ne živeti, od dobrega občutka se ne da ne dejansko izboljšati partnerstvo. Dobro se počutim, ja, ampak mora biti konkretna. To pomeni, prva stvar je, ko začnemo z našim treningom, dejansko si postavimo cilj. Ne? In potem začnemo, gledajte, cilj je vedno nekaj, kjer še nismo, vedno nekaj, česar še nimamo. To pomeni, ali dejansko hočemo nekaj več, ali hočemo nekaj drugače. Prvi korak je vedno, da spremenimo svoj pogled na situacijo. Ker če imamo nek cilj, če želimo nekaj spremeniti in če se to ne spremeni oziroma nismo doslej uspeli spremeniti, pomeni, da dejansko se lotevamo napačno, bomo pogledali še drugih stvari, kaj nam še manjka, ampak prva stvar je, da imamo napačen pogled na situacijo. Hočeš rešiti partnerstvo. Partner ti gre pač na živce, sta s partnerjem, sta se odtujila, ne najdeta več nekega veselja, neke perspektive, nekega smisla, karkoli. Želite novo službo, želite več denarja, želite karkoli že je. Prva stvar je, da dejansko moramo narediti ta reframe.
ne, da dejansko spremenimo stranko, s katero začnem delati, postavim v drugačno situacijo, postavim jo, dejansko ji pomagam spremeniti pogled, da lahko reče, aha, ok, sedaj pa razumem, kaj se tukaj dogaja. Sedaj pa razumem, zakaj tukaj sem. Sedaj pa razumem, na kakšen način bom lahko prišla v to situacijo. Šele potem, ko spremenimo ta naš pogled, lahko začnemo delati. Ker drugače samo delamo in se nikoli ne ustavimo, ne? Seveda pač ta pogled težko spremenimo sami. Zakaj? Ker če bi ga že, ne? Bi bili že natrenirani, da to ves čas delamo. Ne? Ok, to pomeni, prvo postavimo cilje, potem začnemo spreminjati pogled na situacijo. To je naša osnova, da začnemo delati. In potem naslednja stvar je, da postavimo neke temelje. Ker v bistvu temelji so dejansko, gledajte, vedno ko nečesa nimamo, pomeni, da dejansko, oziroma če ne dosegamo nekih ciljev, eden izmed glavnih razlogov je, da nimamo kondicije v doseganju tega ciljev, da nimamo kondicije v pozitivnem razmišljanju, da nimamo kondicije v motivaciji. Ne? Ker v bistvu kondicija je isto, na isti način kot fizična kondicija. Če vam zdaj rečem, zdaj ne ustaviti na pauzo, ne, ampak če gledate posnetek, mogoče ustavite na pauzo, pa naredite 100 počepov, ne, potem se bo takoj pokazalo, ne, ali imate kondicijo v tem, da naredite 100 počepov. In ravno tako je, ko nam gredo stvari narobe, enostavno pomeni, da nimamo kondicije v pozitivnem razmišljanju, da nimamo kondicije, da bi lahko dejansko šli preko neke situacije. Ko nas nekaj vrže iz tira, dejansko pomeni, da nimamo kondicije, da bi dejansko preko tega šli brez problema. A me razumete? Pa je lahko to, bom rekel, izguba partnerja, ne? Žaluješ za partnerjem 2 leti. Ne vem, pretiravam, ampak skoraj takšno obdobje. Ne? Lahko je izguba službe, ne? Nekdo izgubi službo in potem, joj, Miran, a veste, sem pa brez službe. Ja, ok, razumem, koliko časa pa ste že brez službe? Ja, 7 mesecev. Ok, 7 mesecev. Kaj pa delate 7 mesecev, da ste brez službe? A me razumete? Jaz se spomnim, ko sem jaz v preteklosti delal za eno podjetje, spletne strani in tako naprej, in potem pač nekje nismo našli skupne vizije, ne? In smo se dogovorili, da se razidemo. Ampak naslednji dan je mene kolega klical, ne, ki je imel ravno tako podobno podjetje, a slučajno kaj rabim. To pomeni, da sem samo končal to in sem šel naprej. Ne? A me razumete? Ker dejansko, ko eno zgodbo končaš, ne, včasih se pogovarjam recimo z stranko, pravi, joj, res bi rada želela v vaš program, ampak trenutno se ga ne morem, to se mi ravno zgodilo prejšnji teden, se ne morem privoščiti. Sem rekel, zakaj pa ne? Izgubila bom službo. Ok? Izgubila bo se služba, razumem, ampak se boste našla novo. Joj, a veste, da ne vem. In zdaj bom pač odvisna od partnerja in drama cela. A me razumete? Ne? Ok, razumem, izgubiš službo, ampak potem greš naprej, lahko že, če že sedaj veš, v bistvu mislim, da je bilo še 1 mesec, a celo 2 do izgube službe, v tem mesecu moraš najti novo. A me razumete? In če tega pač te zadeve ne funkcionira, enostavno pomeni, da nimamo kondicije. Ok, tukaj za začetek, za ogrevanje sta 2 stvari. Eno je branje knjig. Za začetek skoraj vsakemu dam branje knjige Magija velikopoteznega mišljenja, lahko si jo pač nabavite, ne, je pač ne dela noben tak. To je pač ena izmed knjig, ki dejansko začnejo spreminjati vaš pogled na življenje. Ne. Morate razumeti, da niso vse knjige dobre. Zakaj? Zato, ker so neke knjige so v bistvu, ogromno je knjig napisanih, kjer avtor si želi, da bi bilo tako, kot si je on zaželel. Ampak dejansko pa to ni. Ker v bistvu, bom rekel, to, kar danes, oziroma te stvari, ki jih jaz delim z vami, sem jaz sam doživel, sem sam preživel, sem sam uspel narediti. To ni nekaj, kar fejkam zdaj. Vi pa zdaj dejte vsak dan meditirati 4 ure in potem se vam bo razsvetlil svet. Ok,
Kje je nekdo, ki je meditiral 4 ure na dan in je zaslužil, ne vem, milijon na leto? Ni ga. Zato, ker vsi delajo, če hočejo, da biti milijon. Ne? Razumete? To pomeni, da vse neke kvazi knjige, ki razlagajo neke zgodbe o čem, kako bi bilo fajn, pa to, pa ne vem, postanite denarna frekvenca, ok? Konkretne zadeve. Ne? In dejansko jaz imam nek seznam knjig, ki jih pač priporočam. Ena je ta Magija, za tiste, ki se boste odločili za delo z mano, dobite cel spisek, mislim, da je okrog 30 knjig konkretnih. Ne? In dejansko branje zjutraj in zvečer. Branje vam spreminja svoje misli. To, da razmišljate pozitivno, je super, ampak dejansko vi morate imeti nek zunanji vir, ki vam pomaga, da spreminjate svoje misli. In druga stvar je, ki je dejansko vsi poznate, zelo malo ljudi dela, hvaležnost. Ne? Zjutraj in zvečer najdete 5 stvari, za katere smo hvaležni. Ogromno ljudi pač pravi, da so hvaležni in da so, ne vem, ohoho. In potem jih vprašam, dajte v praksi, plejte, imate otroke? Imamo. Imajo otroci svojo sobo? Imajo. Okay. Kaj je dejansko prva stvar, ki jo opazite, ko stopite v sobo? Ali opazite stvari, ki so pospravljene, ali opazite stvari, ki so razmetane? 99,99% ljudi opazi stvari, ki so... Samo sekundo. Upam, da je bilo vse v redu, en klic sem dobil, če je bilo kaj zataknjeno, da veste, zakaj je bilo. 99% ljudi opazi stvari, ki so napačne. To pomeni, da mislimo pozitivno, ampak potem, ko pa dejansko pogledamo konkretno, pa te stvari so bistveno drugačne. Okay, kar ne vemo, česar ne vidimo. Okay, to pomeni, prvi korak, da postavimo temelje, je dejansko spreminjamo način razmišljanja z hvaležnostjo, da gledamo na drugačen način z branjem knjig, da začnemo prepisovati naše razmišljanje, reprogramiranje. Ne? Potem naslednji korak je pač povečanje energije. Ne? Jaz tukaj učim tehniko energijskega pretoka, pomeni regeneracija kreativne energije, to je energija, ki jo potrebujemo za delanje rezultatov. Meditacija je super, če meditirate vrhunsko, če imate neke druge dihalne tehnike, vse je super, jogo delate super, ampak dejansko, če želite resnično spremeniti svojo kreativno, to pomeni seksualno energijo, to pomeni, da hočete večje rezultate, da hočete postati seksualno bolj privlačni, ker v bistvu pač to, da se dva ohladita, pomeni, da je dejansko pač ta spolna privlačnost padla, navdušena nad življenjem in to naprej, je dejansko energijski pretok odgovor na to zgodbo. Ker energijski pretok je v bistvu priklop na posebno frekvenco in ko se priklopite na to frekvenco, se naučite, kako se energijsko napolnite. Je čist druga zgodba. Ok, to pomeni energija, zato ker pogledajte, večina ljudi poskuša reševati probleme z pogovorom, z nekimi dogovori, študira neke stvari, prebere, gre na delavnico, gre na neko svetovanje, ne, in potem se poskuša dogovoriti. Ampak pogledajte, v bistvu pogovor, seveda lahko se dogovorimo, če smo na nekem nivoju, zagotovo se lahko dogovorimo, ne. Ampak ključ je v tem, a pa se lahko dogovora držimo, ne. Ker vse stvari nas mečejo iz tira, ne. Ker nekaj se dogovorimo, potem pa pride na dan neka nova rana. Dejansko imamo nizek nivo potrpežljivosti, poln kufer imamo že tistega partnerja, gledamo z njim se, ne vem, pregovarjamo že zadnjih 10 plus let, ne? In če mi ne dvignemo nivoja energije, da dejansko, bom rekel, imamo na neki način kot neke vrste fresh start, ne? Potem nismo nič naredili. V bistvu zelo težko je. Ne? In potem se ljudje sprašujejo, joj, ne vem, zakaj se vrtim v krogu, joj, ne vem, zakaj stvar ne funkcionira. Je zato, ker v bistvu te stvari poskušate samo na nekem intelektualnem nivoju reševati.
Ljudje smo energijska bitja, imamo energijo. Če hočete druge rezultate, morate zamenjati svojo energijo. Če hočete večje rezultate, morate energijo regenerirati, morate se energijsko napolniti. Ne? Tako da v bistvu ta energijski pretok in ta energijski pretok jaz ga delam 3-krat dnevno, ne? Ravno tako moje stranke, bomo na koncu pogledali še urnik, da boste majčkeno razumeli, kaj dejansko vse. Ok, potem naslednji korak je kontrola nad našim telesom. Ne? Zakaj je to pomembno? Prva stvar, da ne glede na to, ali spreminjamo svoje življenje, ne glede na to, ali dejansko pač hočemo rešiti partnerstvo, ali hočemo sebe iz neke situacije dati. Najlažje je tisto, kar naredimo, je kontrola nad našim telesom. Da občutimo svoje telo, da občutimo svojo moč. To je ena stvar. Ne? To pomeni, moramo začeti, če že ne delamo, moramo začeti z fizično aktivnostjo. Fizična aktivnost ne pomeni hoja. Hoja je super, ne? Ampak dejansko pri hoji se dogaja pač, ok, hoja je super, da se prekrvavimo, dobimo kondicijo, ne? Ampak tisto, kar moramo razumeti, je, da v nas je nabrano ogromno stvari. Po domače ogromno sranja, ogromno negativne energije, ogromno stresa, ogromno pritiska, vsega tega. In dejansko fizična aktivnost, to pomeni švicanje po domače ali znojenje, ne, je dejansko najhitrejši način, kako dobimo kontrolo nad sabo, nad svojim življenjem in da dejansko damo vse te stvari ven. In bistveno boljše se boste počutili. Če seveda pač že dolgo ali nikoli niste tega delali, se posvetujte s svojim zdravnikom, da pač ne bo kaj problema z srcem in tako naprej. Ampak dejansko fizična aktivnost je zelo pomembna. Del mojega treninga, vsi, ki so pri meni na treningu, začnejo z neko fizično aktivnostjo, bolj ali manj. To je, bom rekel, vedno nek preskok v življenju, ne? Ampak če gledate, vsi uspešni ljudje so fizično aktivni. Zelo malo ljudi je, ki dejansko niso fizično aktivni, ki ne hodijo v fitness, ki ne tečejo in tako naprej. Zakaj? Ker v bistvu mi smo duh in telo. In seveda pač najlažje je kontrolirati sebe. Lažje je narediti 10 počepov, kot pa biti pozitiven in se ne bati, ko imaš neko položnico ali pa ne znoreti, ko ti partner nekaj reče. Ne? Okay? To pomeni fizično telo, redna aktivnost pomeni vsaj 3-krat tedensko, ne? 3-krat tedensko je rekreacija, ne? Ukvarjanje s športom pomeni 5-krat in plus in tako naprej, ne? Ampak dejansko fizična aktivnost je zelo pomembna. Ne? Potem gremo na naslednji korak, ne? To pomeni energija, fizično telo, te stvari, temelje smo naredili, ne? In moramo sedaj spremeniti svoja prepričanja. Ne? Prepričanja dejansko ustvariti moramo vizijo življenja, ki si ga želimo, da občutimo, kakšno življenje hočemo, kakšno partnerstvo, kako bo to izgledalo, ne? Da začnemo verjeti v te stvari, ne? Ker ni problem, da bi se ljudje odločili za cilj, da bi bil pač cilj prevelik ali karkoli, ne? Ampak problem je, da ljudje enostavno ne verjamejo, da cilj lahko dosežejo in dejansko seveda pač ne poznajo poti. In ker ne poznajo poti, ker ne vejo, kako bo pa to za mene možno, dejansko pač tega se ne lotijo. Tukaj mi naredimo deklaracijo, ki jo potem zjutraj in zvečer preberete, dejansko pač na nek način, kako bi rekel, declare, napoveste življenju in sami sebi, kaj hočete in dejansko v katero smer življenja hočete iti. Ne? Okay? Naslednji korak je, da gremo delati na energijskih blokadah. O energijskih blokadah sem že dosti govoril, ne? To so v bistvu pač tiste potlačena čustva in vse te zadeve, ki smo jih mi doživeli in se nam potem v odnosu zaktivirajo, partnerem nekaj reče, ne? In potem mi enostavno eksplodiramo in se tega nekontrolirano. Ne? To pomeni, da pač rečemo, da nam nekdo stopi na žulj, ne? In potem mi pač odreagiramo. Ne? Ogromno izmed vas pozna tehniko tapkanja,
To je v bistvu pač bom rekel, jaz dejansko delam eno drugo tehniko, ki je TFT, ki je originalna tehnika, ki je na nek način bistveno močnejša kot pa ta tapkanje, ampak nima ve, karkoli dejansko v tej smeri delate, ne. Bistveno je, da da imate nekoga, ki vam pomaga, no, da te blokade lahko prepoznate. Ne. Ker, plejte, morate eno stvar vedeti. Ne. Ko nekdo pride do mene, vedno začne govoriti, v bistvu, plejte, bom rekel, običajen način, se opravičujem, malo se je treba hidrirati, ker drugače bom brez glasu. Ne. Običajen način, kako mi rešujemo neko situacijo, je, da gledamo, kaj se nam dogaja. Partner mi je to rekel, ne, zgodilo se mi je to, zgubila sem službo, šef je tak, v bistvu on hoče to od mene in tako naprej. Ne. Ampak to pomeni, da se ves čas se ukvarjamo z nekimi zgodbami. Ne. Zgodbami, ko delam to partnersko diagnostiko, ne, mi vsi razložijo, kaj se jim dogaja. Ne. In potem rečem, ok, v redu, zdaj je super, hvala, ste mi povedali, ampak zdaj gremo pa pogledati, kateri so pa programi, ki dejansko so vzrok te zgodbe. Ker ko sem jaz jezen, pač v bistvu me obnaša program jeze, ne, to pomeni, me vodi program jeze in se vozim v avtomobilu, je čisto vseeno, ali me izsili Janez ali pa Francel, ne vem, iz Nemčije in turist, ki je mimo šel. Ampak razumete, meni se je aktiviral program. In ko se mi zaktivira program, ko me nekdo izsili, ne, je v bistvu irelevantno, s kom se mi to zgodi. Ne. Bistveno je, da jaz ta program prepoznam, da ga začnem spreminjati, nadomestim z drugim in da odpravim te blokade, ki so na poti do tega. Ne? To pomeni, da bistveno za spreminjanje našega življenja so spreminjanje naših programov in odpravljanje teh energijskih blokad. Ko delamo sami, ne, potem ponavadi se ukvarjamo samo z zgodbami. Rešujemo neko situacijo z šefom. Šef mi je rekel, kaj naj mu jaz rečem. To je zmagovito vprašanje. Kaj naj jaz rečem partnerju? Kako naj jaz mojemu partnerju povem, da bo on to razumel? Ja, ni problem, kaj mu reči. Lahko mu rečete karkoli. Lahko mu rečete, ljubček, golobček, rada te imam, ali pa v bistvu, deva se dolo sjest pa pomeni. Nič se ne bo spremenilo. Dokler ne spremenite svojega programa, dokler ne spremenite svoje energije, načina, na katerega to rečete, in dokler ne spremenite svojega razumevanja situacije, kako vidite partnerja, ker to dejansko pač zopet vpliva na vašo vibracijo. Ne? In pač, kot sem rekel, ko poskušate reševati, ko delate sami, ko rešujete to zgodbo, potem rešite zgodbo v odnosu do šefa. Kaj naj mu rečem, da mi ne bo tega rekel? Ok, v redu, najdete nek odgovor in šefu to rečete in res se neka zadeva spremeni. Ampak isti program vam še vedno dela v odnosu do partnerja, vam še vedno dela v odnosu do sodelavca, vam še vedno dela v odnosu do takšne situacije. To pomeni, da smo mi zgodbo neko spremenili in če ne spremenimo celega programa, ne, potem dejansko pač nismo nič naredili. Ok, gremo zdaj dejansko pogledati še enkrat skupaj tole, kaj smo zdaj naredili. Rekli smo, na začetku postavljali smo si cilje, začeli smo spreminjati naš pogled na situacijo, to dejansko delamo ves čas. Ker plejte, vedno, ko se nam zgodi neka situacija, pač v bistvu se v nas dogodi nek dialog. Ne? In če mi tega notranjega dialoga, ne, kaj ne reče mojemu partnerju, ko mi to reče. Ne? Ok, dve stvari sta. Eno je dejansko program, da potem avtomatsko ne odreagiramo, blokada, da ne eksplodiramo. In tretja stvar je, da moramo spremeniti naš pogled na partnerja, na to situacijo, v kateri se nahajamo, in potem pa lahko rečemo, ok, zdaj vem, kaj se mi dogaja, vem, zakaj se mi dogaja, vem, zakaj mi je partner to povedal na tak način in sedaj imam moč,
da stvari delam drugače. Ne? Okay? Tako da dejansko vse čas gremo skozi situacije, kockamo, gledamo in te stvari se potem dogajajo. Spreminja se energija, spreminjajo se programi, spreminjajo se pogled, ne? In dejansko pač v bistvu te blokade, to so pač imamo posebne sešne, da se potem ukvarjamo samo s temi blokadami, da grejo te stvari ven, da jih osvobodimo, da niso, ta energija potlačena, ni shranjena v našem telesu, ne, da dejansko potem bistveno lažje zadihamo. Ok, naslednji korak, ki ga delamo, je urnik. Ne. Urnik dejansko moramo uplesti, moramo unesti, ne uplesti, okay, se upravičujem, moramo unesti nove navade, nove rituale, ki nas podpirajo, da dejansko zgradimo podporno okolje. Jaz vam povem tukaj en primer urnika, ki ga dejansko delamo. Ne. Zjutraj dan začnemo z energijskim pretokom, ne. Napišemo par ciljev, ki jih imamo, preberemo deklaracijo, ne. In dejansko beremo vsaj 10 minut. To je dejansko zjutraj. Ne. Hvaležnost smo rekli, branje deklaracije, energijski pretok, pisanje ciljev. Ne. To je pomembno, kako začnemo naš dan. O povdanskem času zopet malo energijskega pretoka, da se resetiramo, da se zopet priklopimo, da se napolnimo z energijo, da lahko potem normalno funkcioniramo. Poglejte recimo, kako pridete domov iz službe utrujeni in potem v bistvu, ampak če bi imeli sistem dela, če bi imeli tehniko, da pa lahko recimo opoldne si vzamete mogoče 5 minut časa, sej razumem, da nekateri imate neke obveznosti in tako naprej, ampak vsi imamo nekako malico. Ne? In med malico si lahko vzameš malo časa, greš na sprehod zunaj karkoli, ne? In se regenerira, se osvežiš. Ne? Okay? Potem čez dan dejansko je priporočljivo, da pač, kot smo rekli, fizična aktivnost, potem je poslušanje raznih MP3 posnetkov, YouTube, delavnic, ne, da dejansko dvigamo svojo motivacijo, spreminjamo svoje programe, ne, in tako naprej. In potem zopet zvečer, ker zvečer način, kako dejansko zaključimo svoj dan, in način, kako potem spimo, kako se potem čez noč regeneriramo, in zopet pred zvečer je priporočilo, da malo beremo, vsaj 10 minut, če nimamo časa 10 minut, vsaj par strani. Razumem, da pač imate neke obveznosti, imate stvari, ne. Zopet preberemo našo deklaracijo, hvaležnost in malo energijskega pretoka. Ne. Tako da dejansko, če gledamo, je, bom rekel, kar neke vrste trening, ne. In dejansko ta trening, ne, da razumemo, ne. To je trening, ki bi ga morali vsi delati, ne, bom rekel, ta jutranji pretok, pisanje ciljev, poslušanje YouTubea, branje, športne aktivnosti in tako naprej. Ne. Ogromno ljudi to dela mogoče enkrat na dan, parkrat na teden, mogoče dela čez vikend, ne, ampak dejansko na mojem treningu je to osnova. Poleg tega treninga, bom rekel, coachinga, ki ga imamo. Zdaj, ker v bistvu to, kar dejansko delamo, je neka vrsta bazična kondicija. Da imamo kondicijo v motivaciji, da povečamo svojo energijo in tako naprej. Da imamo dovolj pozitivnih sporočil. Ker najslabša stvar, ki jo delate, je, da ste čez dan z svojimi mislimi. Ker kaj razmišljate? Ko ste itak v neki situaciji, ko nekaj rešujete, zagotovo razmišljate samo negativo. Poglejte, recimo zdaj smo pač v tej pandemični situaciji in tako naprej, kako težko se je odstraniti, kako težko se je zadržati, kako težko je dejansko narediti nek odmik, kako težko je narediti premik, da spremenimo te svoje misli. To pomeni, da ves čas bi morali, če imamo le možnost, seveda, ko delate, pač imate nekaj v ozadju, ko greste na sprehod, si date slušalke, poslušate neko motivacijo, poslušate video, poslušate delavnice in tako naprej. Ne? Tako da, gledajte, ker recimo najbolj uspešni ljudje, ne, preberejo eno knjigo na teden. Kaj to pomeni? To pomeni, da 1 do 2 na dan berejo.
Razumete, recimo Warren Buffett, najbolj uspešni investitor vseh časov, ne, eden najbogatejših ljudi na svetu, tudi ne, dejansko bere 6-7 ur na dan. Ne, okay? Ampak zakaj je to pomembno? Pomembno je, da ves čas spreminjamo svoje razmišljanje, ker staro razmišljanje je bilo tisto, ki nas je dejansko pripeljalo v situacijo, v kateri smo. To pomeni, da moramo dejansko spreminjati vse čas svoje razmišljanje. Ne. To pomeni, ta zadeva, kot sem rekel, je osnova, potem je pa seveda pač coaching, kjer se pa stvari dogajajo. Ne. In ena stvar, ki je zelo pomembna, je, gledajte, ko vi spremenite nek nov pogled, ko dobite neke nove uvide, ko spremenite svoje razmišljanje, ko spremenite, bom rekel, svoje navade in vse te stvari je potrebno tudi zapisovati, analizirati. In vedno pač mi imamo enkrat tedensko, imajo stranke trening z mano, gremo v akcijo, gledamo situacijo, vse te zadeve in potem mi pošljajo poročila. Kaj so se naučile, kaj so prepoznale, kaj bodo naslednji teden delale drugače, kaj se je spremenilo v življenju, zakaj so hvaležne v tistem trenutku. Zakaj je to, bom rekel, zelo pomembno? Zato, ker poglejte, ko smo mi mali, ko gremo v osnovno šolo in vse to, ko se učimo, nas vedno preveri. Mama nas preveri, če smo se naučili, tovarišica preveri, če pravilno razumemo, ampak potem pa odrastemo, ne? Smo pa odrasli. Zdaj nam pa noben ne bo več pametoval, ne? Moraš samo sebe poslušati in tako. To so neke stvari, ki smo jih v življenju poslušali, ampak dejstvo je, da dejansko mi zelo malo oziroma zelo redko preverjamo, ali mi pravilno razumemo tisto, kar smo prebrali, tisto, kar smo slišali, tisto, kar mi razumemo. Jaz ves čas, pač jaz sem celo življenje, pač treniram celo življenje, da z nekom delam, ne, in sem dejansko avtomatsko natreniran, da ko poslušam nekaj, ko poslušam neko delavnico, ko poslušam nekega motivacijskega coacha, ves čas preverjam, okay, kaj pa jaz delam, kaj se lahko naučim, kakšno idejo lahko dobim, kaj lahko zaključim in tako naprej. In potem si te stvari zapišem. Ne. Brez analize dejansko ne veš, kaj se dogaja, ne veš, kje si, ne veš, kaj delaš narobe, ne veš, kaj moraš spremeniti in tako naprej. Ne. To pomeni, da večina ljudi, ki dela na sebi, dejansko ima ves čas nek dober občutek, ne, ok, dober občutek, ne, ampak dejansko, a veste, to je ista zgodba, kot nekdo pride k meni, joj, Miran, elektriko mi bodo odklopili, ne morem plačati računov, ne, in potem rečem jaz, glejte, vse bo v redu, samo zaupajte. Držite se, morate pozitivno razmišljati, vse bo. In potem gre napumpan. Okay, in kaj potem? Ja, odklopimo elektriko. Življenje mora biti realno. Ne? Jaz mu moram prva stvar reči, play, a delate, a imate službo, a lahko plačate elektriko, dajte se najprej zbuditi. In seveda potem preberite si eno knjigo, motivacijo in tako naprej. Ne. To pomeni, vse delo na sebi mora biti realno, mora imeti rezultate in te rezultate moramo analizirati. Ne. Ok, naslednja stvar je disciplina. Ne. Tisto, kar opažam na mojem treningu, je v bistvu skoraj največji problem. Ne. In največji problem seveda pač ljudi, ki delajo na sebi. Ne. Ko neke stvari pride vmes, ne vem, greš na morje za 14 dni in potem prenehaš, ja, na morje pa ne bom vzela nobene knjige, na morju se pa moram jaz, ja. Ravno na morju imaš čas en teden, 14 dni za sebe, ravno na morju je treba zjutraj teči, ravno na morju imaš čas, da delaš na sebi, ravno na morju imaš, joj, zdaj imam pa, recimo včasih tudi, ne, ko imamo trening, zdaj, Miran, zdaj grem pa naslednji teden na morje, pa jaz ne bi imela treninga. Zakaj pa ne? Ja, se veste, malo se moram spočiti. Spočiti od česa pa? Seveda spočiti od negative, spočiti od pritiskov, ampak ne pa spočiti od dela na sebi. A me razumete? A se vi kdaj greste spočiti od neke pozitivne hrane, od nečesa, kar vam daje energijo in tako? Se ne greste, ne? In dejansko seveda, če prekinete, imate post, potem seveda je treba padete spet dol, je treba te stvari, ne, nadoknaditi. Ne. Druga stvar so seveda potem, ko ljudje delajo, ne, potem pride nekaj vmes, bolijo, ne vem, otroka je treba peljati, tako naprej. Ogromno nekih malih stvari, ker dejansko sami niti ne opazimo,
da smo padli ven iz dnevne rutine, da smo padli iz nekih ritualov, da ne beremo več, da ne vem, karkoli že, ne vem, jaz recimo delam vsak dan, 3krat na dan delam neko dihanje, 10 minut, ne. In pred kratkim se je tudi meni zgodilo, da pač, sem neke druge stvari začel delati, nisem opazil, da nisem dihal. In potem se mi je zopet povečal stres in potem nisem vedel, kaj je narobe, kako je to. Potem sem, malo spet analiziral, kaj sem delal, česa nisem delal. Ja, dihanje sem spustil. Ne? Tako da v bistvu ta disciplina, izpuščamo stvari, jih ne jemljemo resno, ne? Je zelo pomembno. Ne? Naslednji korak je podpora. Ne? Podpora, tako kot sem rekel, ne? Da vidiš, da veš, kam je treba, ne? Da dobiš nove korake, nova navodila, da veš, kaj je naslednji korak. Ne? Glejte, ko spremljate vi nekoga, ne? Potem dejansko, ko ne delate direktno z njim, ne? Potem imate nek občutek, da je on delal to, da je prišel do tega. Ampak mogoče je bilo čisto nekaj drugega. Ne? Kot sem pred kratkim, ne, dejansko sem nekaj analiziral, ene coache, ne, in je coach, ki se pač glede motivacije, glede prodaje, glede tega, ne, ima svoj program in vse te zadeve, ne, ampak dejansko, ne, in to prodaja, ljudje kupujejo, nekateri so uspešni, nekateri niso, ne, ampak nikoli pa ne govori dejansko o tem, kako njegova žena podpira. In je njegova žena ta, bom rekel, sinergija, ta pretok med njima, njuno medsebojno spodbujanje, ne, je ključ do tega, da je on tako uspešen. A me razumete? Ne? In je še ogromno takih, bom rekel, primerov, ne, kjer je nekdo imel nekega coacha, ne, ampak to izpusti, ampak on je kar postal uspešen in potem prodaja ta program in vi ga kupite, ne, ali pa recimo, če je zadeva še brezplačna, še manj pove. Ne. Morate vedeti, da vse, kar je brezplačno, prvič nimate časa, drugič je situacija mogoče neka drugačna, ne? In tretjič seveda pač vsega ne moreš povedati in tudi pač ne želiš. Zakaj? Zato, ker če sem jaz investiral na 10.000 evrov za neko znanje, za neke informacije in dejansko, če želim še naprej sebe razvijati, potem seveda pač ne morem dejansko dajati teh stvari zastonj, ne? In tudi bom rekel praktično gledano, tisto, kar glejte, v življenju vse, kar dobite, toliko, kar plačate, zato je načeloma vredno. Tisto, kar dobite zastonj, načeloma je pač toliko vredno, ne? In toliko tudi upoštevate. Ne? Tako da v bistvu, in zdaj, ko imate nekoga, ko delate z nekom, ko ste na treningu, ne, imate recimo stranke do mene, imajo ves čas dostop, 24 ur praktično na teden. Ne? Če se jim nekaj zatakne, če imajo nekaj vprašanje, Miran, bivši partner me je zdaj pač kontaktiral, hoče tole, ta situacija morava rešiti, kako z otroci, kako te zadeve, partner me je to vprašal, to se nama je zgodilo, tukaj sva se skregala, ne pogovarjava se, kaj narediti, kako rešiti. Ne. In potem stvari se bistveno, bom rekel, hitrejše dogajajo. Ne. Podpora je bistvena na treningu. Ne. Potem je pač energija in motivacija, ne. Sami dejansko dostikrat nimamo dovolj energije, večinoma nimamo dovolj motivacije, nimamo občutka niti koliko je potrebno za neko zadevo. Ne. Ker, poglejte, ko imaš nekoga, ki je že bil tam, kamor ti hočeš iti, potem dobiš ti konkretne informacije, kaj moraš narediti, da pa tudi ti lahko imaš takšen rezultat. Ne. Tako da v bistvu to, ne, kar se tiče, poglejte, vsi uspešni ljudje imajo coacha. Zakaj? Zato, ker pogledajte, ko delaš ti na nekem projektu, imaš coacha, ki te vodi. Coach je pač hitrejša pot. Ne? Seveda pač v nekem pogledu gleda, coach stane. Ja, zagotovo stane. Ampak pogledajte, stane neznanje, stane trpljenje, stane vrtenje v krogu, stane vas 10 let v bistvu, da neko stvar ne rešite, ne? A me razumete, plejte, 10 let trpljenja, čakanja, da se vam reši partnerstvo, potem je pa zdaj, ne vem, par 100 evrov preveč, da bi ga pa rešil. Ne? A me razumete? Ne? Ker včasih postavim vprašanje, ne?
imate, ne vem, zadnjih 5 let težkih, ne? Ali bi pripravljeni še enkrat iti skozi to težko obdobje, če vam plačam 10.000 evrov, če vam plačam 20.000 evrov, ne? Nobeden ne bi šel, ne? Ampak v bistvu hkrati pa nismo pripravljeni investirati 1000 evrov, da bi se pa tega zavedno rešili. A me razumete, ne? Uspešni ljudje pač to razumejo, da je pač v tem ključ, ne? In to pomeni, da s coachem delaš na nekem projektu in dejansko pač občasno, bom rekel, ko ne delaš, je smiselno, da preveriš, da prevetriš, ne? Glejte, recimo, če gledamo tudi vrhunske športnike, ne? Vrhunski športniki vsak dan trenirajo, 2-krat na dan. Ampak recimo pred nekimi večjimi tekmovanji, enkrat letno ali večkrat letno, imajo nekaj, kar imenujejo priprave. To pomeni je neko 10-dnevno obdobje, enomesečno obdobje intenzivnega treninga, kjer te da na nov nivo, ne? Ok, tudi v bistvu, ja, ekipa, danes smo bili spet skoraj 1 uro, upam, da ste razumeli dejansko, kaj je vse skupaj, bom rekel, potrebno za to, da nekaj spremeniš, ne? In tako kot sem rekel, večina ljudi tisto, kar dejansko mi delamo na treningu kot neka osnova, kot neki bazični trening, je to njihov ves trening, ne? Ker seveda ena stvar je, da delaš na sebi, ampak delaš na sebi, moraš delati na sebi. Ker poglejte, vedno, ko hočemo iti na nov nivo, za nov nivo nimamo znanja. Za nov nivo nimamo razumevanja, kako to zgleda, ne? Ok, hočeš zaslužiti 10.000 evrov, a pa veš, kako to zgleda, ne? A veš, kako se obnašati, ne? Hočeš izboljšati svoje partnerstvo, svojo partnersko komunikacijo, ne? Glejte, iskreno vam povem, 95% ljudi, ki želi izboljšati svojo partnersko komunikacijo, ima problem z običajno komunikacijo. Prijavijo se mi na partnersko diagnozo, ne? Potem jim pač povem, jim dam informacije, navodila, ne odgovarjajo, pozabljajo, da smo se dogovorili, ne pišejo nazaj. A me razumete? Dejansko pol diagnoze si naredijo že preden sploh začnemo, ne? In vidim, da če se z mano na tak način obnašajo, se zagotovo obnašajo na tak način tudi s partnerjem, se obnašajo na tak način tudi v svojem službenem okolju in ni čudno, da pač potem ni rezultatov, ne? Okay? Nimaš znanja za naslednji nivo, nimaš razumevanja, nimaš dovolj energije, ne? In za naslednji nivo te vedno ovirajo programi in blokade tega nivoja. A me razumete? Ko si v 1. razredu, seveda se dobro počutiš, ampak za 2. razred nimaš ne dovolj energije, nimaš ne znanja, ne razumevanja in vedno te do cilja te ovirajo neki strahovi, neka prepričanja, ne verjameš, da lahko to dosežeš in tako naprej, ne? Ok, upam, da je bilo to precej izčrpno, da ste dobili majčken občutka, koliko je dejansko, bom rekel, kaj je potrebno, koliko je treba delati, ne? Ker če smo nekaj, bom rekel, 10, 20, 30 let življenja bili v eni energiji, če smo bili dejansko pasivni, depresivni, imeli neko razmišljanje napačno, ne? Napačno je vedno za naslednji nivo, potem je treba vse to spremeniti, ne? In spremeniti moramo svoje razmišljanje, svoje razumevanje, svoje energijske programe, odstraniti blokade in spremeniti življenjsko frekvenco, ne? Tako da, to je bilo današnje javljanje Facebook Live. Majčkeno pogledava ta moj trening. Za več informacij me kontaktirajte, če vas zanima konkretno delo z mano, se prijavite na brezplačno diagnostiko ali pa mi samo pošljite sporočilo, pa se bomo dogovorili za en kratek klic, da pogledamo, kaj dejansko si želite, kakšna je situacija, kaj ste pripravljeni narediti za to, ne? Tako da, ja, in potem bomo videli, a vam lahko pomagam, a vam ne morem pomagati, ne? Tako da, želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in se vidimo v naslednjem videu v ponedeljek ali kjerkoli drugje na internetu.